Šulman je danes prejela nagrado Gospodarske zbornice Slovenije. Kakšni so vaši občutki? Sem zelo vesel, da seveda po tolikih letih dela v tem poslu, da nekako je tudi to nagrado nekako prejela, ker se mi zdi, da že od samega začetka, kar se s tem ukvarja nekako res z srcem in z predanostjo, z enim pozitivno energijo, z optimizmom, da to počne. In okrog sebe ima tudi perfektno ekipo, s katero lahko nekako uresničuje te zadeve. Torej bi rekli za vaju, da sta optimista? Jaz bi trdil vsekakor, ja. Ker mislim, da sem z optimizmom, z enim pozitivnim pogledom naprej lahko nekaj naredimo in stopimo kakšen korak naprej. Gospod Gradišnik je danes prejemnik nagrade Gospodarske zbornice. Kakšni so vaši občutki? Občutki so krasni. Mislim, da je prav nekako zasluženo za vso njegovo delo, ki je do zdaj opravil. To ni enostavno, je naporno, je 24-urno in nekako kot moj mož vedno pravi, kjer je volja, tam je pot. Njegov moto je prav tak in voljo, energijo dobiva tudi v alpinizmu, kjer je tudi zelo pomembno, da je baza dobro urejena, bazni tabor. Pri nas v družini za bazni tabor pač moram večkrat jaz poskrbeti, da ko pride domov utrujen, da ga pričakamo, da nekako pozabi na težko delo, pa da podeli pol te svoje stvari z nami. Jasno, da je v njegovi službi veliko stresa, veliko dela takega in je potrebno to nekako sprostiti. Zato naša družina ta naš skupni stres sprošča z športom. Otroka sta bila smučarja, zdaj mož je alpinist. Velikokrat so naši dopusti tudi tako povezani, da gremo na dopust v kraje, kjer se lahko vsi sprostimo. Tudi vsi poplezamo, tudi mene so že spravili v kako stenco. Pa moram povedati, da želimo izkoristiti te trenutke skupne kvalitetno, ker veliko jih ni. Kakšni so danes občutki? Oče je dobil nagrado Gospodarske zbornice. Super, sem zelo ponosna. Ja, isto. Gospod Repše je danes prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije. Kakšni so občutki? Izjemno lepi, ko ga vidim tudi njega zelo srečnega in se to tudi zasluži. Najbrž je težko biti uspešen gospodarstvenik, stresa je ogromno. Kako premagujete vi, kadar pride kakšna taka stresna situacija skupaj z njim? Gotovo je žena tista prva, ko začuti, da je mož obremenjen in da ima slab dan. Vendar on to velikokrat malo skriva. Če je pa le prehudo, potem gre pa na kolo ali pa na teč. S tem se sprošča. Kaj dobrega poje takrat? On ima zelo rad hrano z žlico, tako da ima rad juhe in je vesel, ko pride domov, se stušira, se usede za mizo, poje, prebere časopis in se malo uleže in to je za njega protistresno. Ko je čas za oddih, kam greste najraje? Do zdaj ga je bilo bolj malo. Jaz upam in želim, da ta najen čas prihaja. Do zdaj je bilo bolj delo. Na dopustice gremo z otroci, pa navdušuje me za kolesarjenje, za kakšno pešpot, to je v glavnem. Drugače imava pa vinograd, rada doma predelujeva hrano, imava nekaj njive in rastlinjak, tako da je za proti stresu pa ta del življenja. Danes je bila rdeča nit prireditve Optimizem, bi rekli, da sta optimista? Zagotovo. Gospod Novak je danes prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije. Kakšni so vaši občutki? Vesela sem zato, ker vem, da je za njim vsaj 25 let trdega dela in tudi pravzaprav stisk težkih odločitev, ne?
Tako da smo v družini zelo veseli, da je prišlo tudi eno priznanje za to prehojeno pot. Tako delo je gotovo stresno. Kako pri vas premagujete stres? Ja, mož je v resnici zelo veder človek, a ne? In mislim, da mu je družina, imava 4 otroke, pomagala, da je videl tudi preko službenih problemov takrat, kadar so pač prišli na pot, a ne? In po drugi strani pa je našel vedno sprostitev v naravi in v smučanju, hribolazenju in tudi kmetovanju, ker izhaja iz ene manjše kmetije pri Ljubljani. Kaj pa rad je? Ni zbirčen, mislim, da kar vse po vrsti, ampak se pravi, v zadnjem času zelo rad je zelenjavne juhe. Imate kakšno domačo živalco? Imamo psičko Desi, ki mislim, da tudi zelo pomaga pri dobrem vzdušju v družini. In zdaj, kadar mož pride utrujen iz službe, ga ona potegne na rožnik, ne? In ko se vrneta, je že malo boljše. Danes je rdeča nit optimizem. Bi rekli, da sta optimista? To sva se doma pogovarjala, ne? Zato ker je mož povedal, da je to moto letošnjega srečanja. Jaz ne vem, ali bi se označila za optimista ali ne, ampak predvsem imava še vedno voljo za premagovanje težav. No? Vaš oče je danes prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije. Kakšni so občutki? Ja, vesel sem za njega, mislim, sem pač tudi ponosen, pač tako, kot bi bil on name, če bi jaz kaj takega dosegel, ne. Pač vem, da je zelo trdo delal za to in tako da mislim, da je šla nagrada v prave roke, no. Jaz sem pa ponosna na njega, pa mu privoščim, ker se je zelo dolgo časa trudil za to. Jaz sem tudi zelo vesela za njega, ker se je res pač trud, se mi zdi, da mu si zaslužno. Tudi jaz sem isto zelo vesela in pač ponosna na njega, ker se je res zaslužil to. Gospod Turk je danes prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije. Kakšni so vaši občutki? Neprecenljivo topli. Poplača se vse, kar se ti zdi, da je bilo mogoče malo več trdega dela vloženega z njegove strani in imam velikokrat solze v očeh zaradi našega dneva. Verjetno ni enostavno voditi tako podjetje. Kdaj pride tudi stres? Kako ga premagujete? On je moj navdih. Z najnimi otroci, ki so se nama na srečo rodili, je vsak trenutek, da ko pride domov, se toliko lepega dogodi, se taka energija sprosti, da v bistvu ne čutiš potem tega stresa toliko. Otroci so najin buffer, ne znam drugače povedati. Kadar je čas za dopust, kam gresta? Najrajše se svalkamo po slovenskih zdraviliščih, to je number one. Zdaj so itak smučišča najbolj oblegana, ker je lep sneg. Drugače pa vedno pobegneva v Portorož in smo tam majčkeno bolj na miru in uživamo v hiši od Dejanovih staršev. Imate radi kakšno posebno hrano? Ja, mi se malo bolj moramo paziti na zdravje. To pomeni, da majčkeno malo mesa uživamo, drugače pa vso zelenjavo, imam vrt doma, šibamo okoli po ekoloških kmetijah. Se izobražujemo na način, kako pridelati, kako pripraviti ekološko zdrave obroke, kuham za otroke, tako da meni je bolj ta domačinski del zdaj predan. Danes je bila rdeča nit optimizem. Bi rekli, da sta optimista? Ja, absolutno. Eno tako zaupanje imava obadva, da naju bo univerzum vedno postavil tam, kjer so najbolj koristna s svojimi sposobnostmi ob vsakem času. Gospod Urlep je danes prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije. Kakšni so vaši občutki? Ja, prekrasni. Moram reči, da sigurno je nekaj, kar si izjemno zasluži, za kar se res trudi, in jaz mislim, da smo vsi presrečni in jaz sem ponosna na njega, neizmerno ponosna. Voditi tako podjetje je nedvomno naporno. Imate kakšen recept proti stresu?
A jaz mislim, da mogoče odnesem kakšen stres mojemu možu, zato ker sem vedno dobrovoljna, nekako ga uspem potegniti ven, greva na potovanje, se odmakneva na morje, tako da recimo, da mu uspem kakšen stres odnesti, se pogovoriva, se poveseliva, greva na kakšno dobro kosilo in pa z lepim nasmehom ga pričakam doma, kadar sem doma. Kam pa greste rada na dopust? Izjemno rada potujeva v take, bom rekla, bolj obskurne kraje, kot so, ne vem, Kamčatka, Aljaska, čist Južna Amerika, ta rt dol, potem puščava Atakama, nedavno sva bila pa Uganda, Ruanda. Kaj pa hrana, kakšna posebna jed, ki našemu nagrajencu tekne? Ja, teknejo mu vse jedi, ki mu jih jaz skuham, zato ker pravi, da sem izjemna kuharica, drugače pa zelo specifičen, kar se tiče hrane, mu ne paše vsaj, ima tudi neke alergije, tako da ga je treba paziti pri hrani. Bi rekli, da ste optimista? Seveda sva, veliko optimista oba dva. Gospod Marinšek je danes prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije, kakšni pa so vaši občutki? Jaz moram reči, da sem za tole njegovo nagrado zelo vesela in seveda hkrati tudi zelo ponosna, pa ne samo jaz, tudi prijatelji, ki so danes prišli tukaj nas pozdraviti in pa seveda naša dva otroka, ki sta krasna in sta tudi vesela in sta rekla, wow, oči, tudi mi dva, ko bova velika, bova probala jeti po tvojih stopinjah. Seveda bi pa zelo rada čestitala tudi njegovim sodelavcem, ki so res krasni in so res dali mu maksimalno in bravo, čestitke. Naporno je najbrž voditi tako podjetje, kadar pride do stresa, kako ga premagujete? Jaz lahko rečem, da najlažje premagujem stres tako, da grem v naravo, da grem teč, da se sprostim in pa seveda, ker imam doma dobro poslo, se lahko spočijem in stresa skoraj več ni. Kam greste, kadar pride čas za dopust? Kadar je čas za dopust, gremo običajno kam v tople kraje, seveda pa tudi radi smučamo, poleti jadramo, skratka, poskušamo ujeti najlepše trenutke. Vaš mož je na podelitvi rekel, da dobro spi, pa vi? Tudi jaz dobro spim, odlično. Vaša mama, gospa Petra Melanšek, je danes prejela nagrado Gospodarske zbornice Slovenije, kakšni so občutki? Že odkar vem, da bo dobila nagrado, sem bil res zelo ponosen. To ni prva nagrada za našo družino, za našo firmo. Že dedjo je dobil 18 let nazaj, takrat sem bil še premali, da bi vedel, kaj je sploh to, kaj to pomeni. Zdaj je res nek poseben občutek, zelo sem ponosen na svojo mamo in vesel. Sodelujete že kaj v podjetju? Malo že sodelujem, drugače že študiram, sem v drugem letniku športne fakultete, ampak sodelujem tudi že prek pogodbe. Sicer sem delal v podjetju med počitnicami kot dodaten vir zaslužka že od svojega 12. leta starosti. Letos sem bil na prvi poslovni poti, samostojno za firmo, bil sem na Kitajskem ravno prejšnji teden. Šel sem kupiti eno mašino oziroma potrditi, se dogovarjati za naprej. In moram reči, da me vedno bolj, čeprav me pred časom še nisem videl v našem podjetju, moram reči, da se vedno bolj in mi je vedno bolj to všeč. S čim pišete? Od prvega razreda naprej, ne samo z našim peresom, ampak tudi s kaligrafijo, ki mi je pomagala, da sem malo lepše pisal, ker imam bolj tako doktorsko pisavo, bi lahko rekel. Rdeča nit danes je bil optimizem, bi rekli, da ste v vaši družini optimisti? Vsekakor, mislim, da imamo lepo začrtano prihodnost, kriza, mislim, da na nas ni toliko vplivala, kot na nekatere druge in mislim, da nam gre dobro in brez skrbi, polni optimizma smo, celi družini.